Nadaljujemo z našo zelo zanimivo, ampak tudi zelo zahtevno akcijo, v kateri se spoprijemamo z vozniškimi fobijami. Kot smo že ugotavljali, teh ni malo, pogoste so, pogosto pa znajo voznikom tudi zagreniti ne samo vožnjo, ampak skoraj tudi življenje. Tokrat je z nami Mateja. Matejo smo že spoznali. Če je cesta ozka, pa je visoka omejitev hitrosti in je kolona nasproti mene strnjena, me je vedno strah, da se bomo zapeli špegli, da bo karkoli tako. Skozi imam feeling, da me bo odpeljal tisti avto na sosednjem pasu s sabo. Mi je groza teh avtomobilov, ki mi prihajajo nasproti, in jaz bi takrat najraje zamižala. Z Matejo sva se 2 uri vozila po različnih cestah. Kdaj si se pa nazadnje 2 uri vozila? Kdaj si nazadnje vozila 2 uri, ne kdaj si se vozila? Nikoli. Te prvič, da si vozila 2 uri skupaj? Prvič, da sem vozila 2 uri skupaj. Ok. Jaz sem zate pripravil še en vozniški preizkus, recimo temu, v katerem bo samo še en korak šla naprej iz tistega, kar sva delala že prej na regionalni cesti med vožnjo skozi ovinke, kjer so ugotavljala, da če prideva s pravo hitrostjo v ovinek, če se ovinek odpira in vidiva, da je cesta prazna, lahko narediva lep lok, lahko imava zaupanje v to, da bo avto ostal v voznem pasu in da ne bo nikamor se premaknil in da je dovolj prostora na strani bankine in na sredini, da ne sežemo čez polovico cestišča. To zaupanje bo pa zdaj malo preizkušala še skozi slalom, pa vožnje ob stožcih, čist zraven stožcev, ampak tako, da jih ne bova zadela. Greva. Miha, a postaviš prosim 3 stožce, tako da se bova tik pred njimi ustavila, kot zaporo? Ja, greš čisto na vozni pas, poravnaš. Ja, no. Ne spuščati, še. Bravo, super. 3, 4, zdaj. 3, 4, zdaj. 3, 4, zdaj. Pa poravnaš, pa še, zdaj. Bravo, super. Stop. Ni. Peleš po svojem voznem pasu, nekaj ti skoči na cesto, greš na lev vozni pas, postaviš. No, poglej, vozni pas. Glej, koliko je še ostalo tukaj prostora. Tukaj je pa 20 cm, a ne, se to je 20 cm, ne. Zadost, bravo. Tako dobro peleš, da ne se sekira tam zaradi... Jaz to ful preveč osebno jemljem in pojle Sam ne tega imati tako oseben voza, zato ker znaš voziti sam tisti dober. Jasno, da če te stiska tam noter, da to ni dober občutek, ne. Sam, glej, če lahko greš na to stran, pa če vidiš, da je prazen, vzem si prostor. Kaj ti je najbolj ostalo v spominu? Ja, tisti v ovinkih, kjer sva se naučila, da najprej pogledam daleč naprej v ovink, potem pa pogled vrnem nazaj v ovink. Hkrati je tisti zelo uporaben, da ne gledam direkt v nasproti vozeče avtomobile, ampak v bistvu gledam mojo sredinsko linijo na mojem pasu. Kadar je ozka cesta, pa je pregledna cesta, je fino, da se ne držim zelo moje desne strani, ampak da si vzamem prostor in vozim prosto, neomejeno na desno stran. Ja. Ampak seveda biti pozoren na nasprotni promet, da se pravočasno umakneš na rob, če je to seveda potrebno.